Naslednja predavateljica, doktorica Dunja Dobaja, Ukradeni in pozabljeni otroci. Izvolite. Do konca imamo še 4 referate, tako da če bi želeli dokončati nekje do 15. ure, se bo treba res držati približno dogovorjenega časovnega okvira. Izvolite. Hvala. Samo tole, če mi poveste. Takole. Torej v referatu bom spregovorila o 2 skupinah otrok v Sloveniji, ki sta jih 2 različni ideologiji nasilno ločili in jima ukradli otroštvo. Prva skupina je bila žrtev nemškega okupatorja, druga pa žrtev povojnih obračunavanj zmagovalca. Namen mojega referata je predvsem osvetlitev posledic tega nasilnega dejanja in prikaz življenja otrok po vojni, hkrati pa predstaviti njihova prizadevanja v odrasli dobi po ureditvi pravnega statusa. Njihov pravni status je namreč uredila šele samostojna država Slovenija. Izraz ukradeni otroci je prvi uporabil Stane Trčak v knjigi z istim naslovom. To so bili otroci mlajši od 18 let, otroci borcev in aktivistov narodno-osvobodilne borbe na Spodnjem Štajerskem v letih 1941-1942, ki so jih nacisti avgusta leta 1942 odvzeli staršem. Prvi val aretacije je potekal od 3. do 7. avgusta, drugi pa 15. avgusta 1942. Ločevanje otrok od matične do družine je potekalo v celjskem zbirnem taborišču, ki se je nahajalo v deški okoliški šoli. In je potekalo v skladu z navodili šefa nemške policije Heinricha Himmlerja z dne 25. junija 1942. Navodila so bila del povelja za izvedbo akcij proti partizanom in njihovim podpornikom na Spodnjem Štajerskem in Gorenjskem. Starši so bili predvideni za uničenje, matere so bile poslane v uničevalno taborišče Auschwitz. Očete so večinoma postrelili kot talce ali pa poslali v uničevalna taborišča, tako da v teh 2 avgustovskih akcijah so nacisti nasilno odvzeli približno 600 otrok mlajših od 18 let. Najmlajše so poslali v domove organizacije Lebensborn. Pravo identiteto ukradenih dojenčkov so vse skozi skrbno varovali, zato se je za mnogimi izgubila sled. Starejši otroci so bili poslani v posebna prevzgojna taborišča in so bili v kartoteke vpisani kot Elternlos, torej otroci brez staršev. Za drugo skupino otrok se pa v arhivskih virih, to je Fond društva teharskih otrok, uporablja izraz pozabljeni otroci, zato se tega izraza poslužujem tudi sama. Za njih je širša javnost izvedela šele po osamosvojitvi Slovenije. To so bili do 14 let stari otroci, katerih starši so bili zaprti in pobiti v taboriščih Teharje, Strnišče in drugod po Sloveniji. Otroke pa so poslali v različne prevzgojne domove. Tem otrokom so bila v mnogih primerih prikrojena imena, priimki in rojstni podatki. Njihove življenjske usode so različne, nekatere so kasneje posvojili sorodniki ali tuje družine, za nekateri pa sploh ne vedo svojega izvora. Redkim je ostal eden od staršev, takšne družine so bile brez socialnih in drugih pravic. Kakšen je bil položaj teh otrok po vojni? Tisti ukradeni otroci, ki so se po vojni vrnili v Jugoslavijo, so s seboj prinesli svoje zgodbe, čustvene rane in zdravstvene težave zaradi prestanega trpljenja v otroških taboriščih. Tiste, ki so ostali brez obeh staršev, so posvojili sorodniki ali pa so bili nastanjeni v mladinskih domovih. Bili so primeri, ko so starejši mladostniki prevzeli skrb za mlajše brate in sestre. Otroci so se, ali pa starejši mladostniki so se vrnili na porušene domove, takoj poprijeli za delo in morali dati svoj prispevek družbi. Namreč tisti, ki so po vojni podedovali kmetijo, so morali že prvo leto prispevati tako imenovano obvezno oddajo. Država je sicer na različne načine poskušala blažiti njihovo nadaljnjo pot,
vendar je sredstev primanjkovalo in so se v glavnem, ta mladina se je morala zanesti le nase. Časopis Ljudska pravica je sicer takoj po vojni objavljal zgodbe ukradenih otrok. Otrokom se je žalost zaradi nasilne ločitve od staršev spremenila v otopelost, ki se je v nekaterih primerih prenesla, ali pa v večinskih primerih prenesla tudi v kasnejše obdobje, ko so bili že poročeni. Januarja 1978 je odbor ukradenih otrok oddal Republiškemu komiteju za vprašanja borcev narodno-osvobodilne vojne in vojaških invalidov anketo, ki je zajela 400 še živečih oseb, ki so bili kot otroci ukradeni staršem. Zdaj izvira ni razvidno, ali so v tej anketi dejansko zajeti vsi še živeči nekdanji ukradeni otroci, kot rečeno jih je bilo okrog 600. Dejstvo je, da se nekateri niso vrnili v domovino, ker jih ni bilo moč izslediti. Nekateri so zaradi pomanjkanja in bolezni umrli v mladinskih taboriščih. Nekateri so zaradi slabega zdravja po povratku v domovino umrli. Nekateri so kasneje v odrasli dobi storili samomor zaradi psihičnih in fizičnih naporov, ki jim jih je prizadejal okupator. Zdaj, omenjena anketa odbora ukradenih otrok iz leta 1978 vsebuje tudi podatke o starših anketiranih oseb. 400 ukradenim otrokom je bilo od nemškega okupatorja ubitih 257 očetov. 35 očetov je padlo v partizanih ali so umrli v taboriščih. 120 mater je bilo ustreljenih kot talk, 114 mater je umrlo v taborišču Auschwitz, ubitih je bilo še 169 bratov in 70 sester. Ostali sorodniki, ki so bili tudi žrtve okupatorjev, v teh številkah niso zajeti. Preživelo je 19 očetov in 89 mater, večina preživelih staršev je po vojni zaradi posledic vojne kmalu preminila. Konec vojne pa je prinesel novo nasilno ločevanje otrok od staršev, ki so bili zaprti v taboriščih Teharje, Strnišče ali drugod po Sloveniji in jih je nova oblast imela za nasprotnike. Mestni ljudski odbor Celje, socialno-zdravstveni odsek je v svojem poročilu iz leta 1946 o stanju mladinskega skrbstva opozoril tudi na veliko število otrok, katerih starši so, citiram, zbežali pred našo vojsko ali bili od naših oblasti internirani, konec citata. Do meseca maja 1946 je omenjeni odsek oskrboval dom pri Petričku za otroke mlajše od 6. leta starosti in dom na tedanji Ljubljanski cesti v Celju za šolsko mladino v tako imenovani Štigarjevi vili. V obeh domovih je bilo od 60 do 90 otrok. Sirote iz otroškega taborišča Petriček so novembra 1945 razselili po raznih otroških domovih v Sloveniji, tako recimo v mladinski dom Miha Pintar na Dobrni pri Celju, v mladinski dom na Polzeli, v Kajuhov dom v Celju, v Laško. Največ starejših otrok pa so namestili v že omenjeno Štigarjevo vilo v Celju. Mladinski dom v tej vili je v obdobju 1945-46 oskrboval 74 otrok med 7. in 17. letom starosti. Od tega je bilo v domu tudi 39 bosanskih partizanskih sirot. Ostali otroci so bili večinoma žrtve okupatorja, ki so se vrnili iz koncentracijskih taborišč. Nekaj pa je bilo tudi otrok fašističnih, če citiram, ver pripadnikov, konec citata. Ivan Ott v svojem delu navaja, da je bilo 25 dečkov in 10 deklic tako imenovanih pozabljenih otrok. Kakorkoli že, žrtve dveh ideologij so živele skupaj po teh domovih. Okrožni odbor Osvobodilne fronte Maribor, oddelek za socialno politiko, je 6. septembra 1945 prevzel tudi otroško bazo v gradu Ormož s 500 otroki iz taborišča Strnišče. Grad je bil prenapolnjen, razmere so bile obupne, 135 otrok je bilo bolnih,
Težko bolne otroke so odpeljali v bolnišnico na Ptuj ali pa v Ormož. Otroke, ki so bili potrebni okrevanja, teh je bilo okrog 160, so poslali po predhodnem zdravniškem pregledu na grad Turnišče. Seveda otroci, ki so, bom rekla, zmogli ali pa so v vsakem primeru morali, starejši dečki so morali čistiti ruševine v mestu, starejše deklice pa pomagati na družbenem posestvu. 27. septembra 1945 je bila otroška baza v Ormožu razpuščena, prav tako pa tudi okrevališče v gradu Turnišče. Ločevanje otrok od staršev, ki so bili ubiti v povojnih pobojih, je bilo prisotno po celi Sloveniji. Iz poročila okrožnega odbora Osvobodilne fronte za ljubljansko okrožje tako izvemo, da poleti 1945 še ni bilo doma za otroke, citiram, pobeglih belogardistov. Konec citata. Zato so jih namestili skupaj z drugimi sirotami, a se je po poročilu vodstva prehodnega dečjega doma pri Uršulinkah skupno bivanje pokazalo kot negativno, ker, citiram, otrok ni mogoče ukrotiti, da ne bi takih tovarišev zasramovali, pljuvali vanje, metali vanje kamenja. Konec citata. Oddelek za socialno skrbstvo mestnega odbora Osvobodilne fronte okrožno mesto Ljubljana je zato Narodni vladi Slovenije in Ministrstvu za socialno politiko predlagalo, naj se dečki začasno namestijo v zavod na Selu pri Ljubljani, deklice pa v dom za moralno ogrožena dekleta, ki naj bi se čim prej ustanovil. Dečko vzgajališče v Selu pri Ljubljani je delovalo že v obdobju med obema vojnama. Tam so bili, bom rekla, vzgojno problematični dečki oziroma dečki, ki jih je sistem označil za problematične. Prvotno bivanje otrok, če rečem pod navednicami, državnih sovražnikov v omenjenih domovih priča o miselni usmeritvi povojnega sistema, ki je vsak drugačen koncept razmišljanja smatral za vzgojno in moralno odklonilnega. Omenjeni otroci so bili postopoma vključeni v različne prevzgojne domove po Sloveniji. Ministrstvo za prosveto Ljudske republike Slovenije je novembra 1947 Ministrstvu za socialno skrbstvo posredovalo podatke o številu sirot v vzgojnih domovih v oktobru 1947, med njimi tudi sirot, citiram, umrlih ali pobeglih belogardistov, konec citata. V vseh vzgojnih domovih je bilo takšnih sirot 430, drugih sirot, to je otrok padlih borcev narodno-osvobodilne vojne, otrok, katerih starši so bili žrtve okupatorja in otrok, katerih starši so umrli naravne smrti zaradi posledic vojne, je bilo 2063. Kot rečeno, so bili nekateri pozabljeni otroci posvojeni, skupno število ni znano, saj se je, kot rečeno, za mnogimi zaradi spremembe identitete, priimka in datuma rojstva izgubila sled. Otroke pa so posvojili tudi še živeči sorodniki. Če je bilo več bratov in sester, so ponavadi jih ločili in je vsak sorodnik vzel enega brata oziroma sestro. Če so ti otroci imeli srečo, so se v času študija oziroma šolanja ponovno srečali, ampak dejstvo je, da so bile te družine razbite. Sorodnikom, ki so prevzeli otroke v skrb in preživljanje, oblast ni pomagala s socialnimi transferji. Iz dela okrožnih komisij za podeljevanje podpor je razvidno, da so se zavedali problema, citiram, belogardističnih družin, konec citata, katerih hranilci so bili ubiti ali so pa pobegnili. Osnovne podpore takšnim družinam takrat niso mogli preskrbeti, saj je bila pomoč v prvi vrsti namenjena družinam borcev in aktivistov. Družinam nasprotnikov oblasti naj bi se teoretično nakazala doklada otroška, ampak dejansko te socialni transferji se jim niso izplačevali, zlasti če so bili pokojni starši nemškega porekla. Prizadevanja otrok za ureditev pravnega statusa. Prvo srečanje ukradenih otrok je bilo leta 1962 v Celju.
drugo pa 10 let kasneje, 72, prav tako v Celju, nato so pa ta srečanja postala tradicionalna. Nekdanji ukradeni otroci so se v letu 72 tudi organizacijsko povezali. Tega leta je bil v Celju oblikovan odbor ukradenih otrok pod pokroviteljstvom občinskega odbora Zveze združenj borcev Celje. Na ustanovni seji so sprejeli program dela in poudarili svoje zahteve po pravni ureditvi svojega statusa. Zahtevali so, da se jim kot neposrednim udeležencem v narodno-osvobodilni vojni priznajo vse tiste socialne in zdravstvene pravice, ki so jih imeli borci pred 9. septembrom 1943. Ti otroci so se zavedali, da si ne morejo pridobiti statusa borca, ker pač v smislu zvezdnih predpisov, so pa zahtevali, da se dopolni republiški zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sicer tako, da se natančno opredeli kategorija ukradeni otrok ter prizna posebna doba v dvojnem štetju za čas odtujenosti in ostale, bom rekla, pravice, ki so jih imeli udeleženci narodno-osvobodilne vojne s statusom borca pred 9. septembrom 1943. S tem bi ukradenim otrokom omogočili predčasno pokojitev, če ne bi mogli zaradi različnih bolezni doseči polne delovne dobe. Vse ostale socialno-zdravstvene pravice oziroma vse ostala socialno-zdravstvena vprašanja pa naj bi urejale pristojne samoupravne interesne skupnosti. Prav tako so predlagali, da se problematika različnih skupin mladoletnikov, ki so bili prizadeti zaradi sodelovanja staršev s partizanskim gibanjem, obravnava ločeno ob upoštevanju vseh specifičnosti. Razumevanje specifične situacije ukradenih otrok in podporo njihovim predlogom za ureditev pravnega statusa sta izrazila predsednik Republiškega komiteja Socialistične zveze delovnega ljudstva Mitja Ribičič in sekretar predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije France Šentinc na skupnem sestanku s predstavniki odbora ukradenih otrok leta 1978. Obljubila sta, da bosta pospešila razpravo o omenjeni problematiki na Republiški konferenci SZDL in v Republiškem odboru Zveze združenj borcev Slovenije. Zdaj, v bistvu dejansko je bilo tako, da na republiškem nivoju se je odgovornost prelagala iz enega organa na drugega. Republiški odbor Zveze združenj borcev Slovenije je imel namreč do zahtev ukradenih otrok negativno mnenje, ki ga je utemeljeval s tem, da ukradeni otroci niso upravičeni do statusa borca, ker v času svoje mladosti to niso mogli biti. Omenjeni bom rekla, pač republiški organ je v bistvu si zahteve otrok razlagal enostransko, čeprav je odbor ukradenih otrok vedno znova na javnih srečanjih poudarjal, da se zavedajo, da ne morejo se enačiti z borci. Zadeva je šla tako daleč, da je odbor ukradenih otrok konec 70. let poslal pismo Josipu Brozu Titu. Odgovor so dobili šele 2 leti po njegovi smrti. In sicer je pristojni organ jim odgovoril, da je potrebno vse te stvari reševati na republiškem nivoju. Na republiškem nivoju so nekako umirili strasti v tem smislu, da so se odločili, da bojo na občinskih nivojih reševali vloge ukradenih otrok, kjer se je pa ponovno zapletlo, ker so v posameznih občinah odgovorili, da enostavno nimajo zakonske podlage in pravih navodil za to. Kakorkoli, njihov status je uredila šele samostojna država Slovenija z zakonom o žrtvah vojnega nasilja, ki je pričel veljati leta 1996. Žrtvam vojnega nasilja, ukradenim otrokom, je bila po 13. členu zakona priznana pokojninska doba v dejanskem trajanju od vrnitve v domovino. Po 16. členu zakona pa jim je bila priznana tudi mesečna renta.
Ko so bila prizadevanja ukradenih otrok za ureditev pravnega statusa v zaključni fazi, se je pravni boj pozabljenih otrok za ureditev njihovega statusa šele začel. Pobudo za srečanje otrok je dal Janez Črnej kot predsednik komisije Demos iz Celja. V časopisih je objavil oglas, naj se javijo vsi tisti, ki so bili kot otroci zaprti v otroškem taborišču Petriček. Javilo se je 22 oseb, s pomočjo komisije Demos Celje so se tisti, katerih starši so bili od 10. maja 1945 dalje izvensodno usmrčeni na Teharjih in drugod po Sloveniji, so se prvič sestali konec novembra 1993 v Celju. Oblikovali so odbor, ki jih je organiziral in javnosti predstavil njihovo zgodbo. Odbor se je v začetku decembra 1993 tudi z dopisom obrnil na Državni zbor Republike Slovenije, na Komisijo za preiskavo povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti, ki je predsedoval Jože Pučnik. V dopisu je odbor predstavil problematiko omenjenih otrok in predsednika komisije zaprosil za sprejem in pomoč pri popravi krivic, ki so jim bile storjene neposredno po koncu vojne. Zahteve pozabljenih otrok so bile sledeče. Vsakdo ima pravico izvedeti, zakaj, kdaj in kje so bili pobiti starši, kje so pokopani. Usmrtitev brez sodnih postopkov je po mednarodnih konvencijah neupravičena. Zato je treba žrtve sodno rehabilitirati. Država Slovenije je dolžna vrniti zaplenjeno premoženje po vojni pobitih. Potomci in svojci žrtev morajo prejeti odškodnino za moralno in psihično trpljenje. Zahtevali so povsem enakopravno vključitev v dva zakona, v zakon žrtev vojne in v zakon o popravi krivic, ter izenačitev z upravičenci iz teh dveh zakonov z vsemi socialnimi posledicami, ki iz njih izhajajo. Za učinkovitejši nastop pred državnimi organi in organizacijo je nekdanje otroke s Petrička pod svoje okrilje vzelo društvo, Civilna družba Celje pod starešinstvom Aleša Demšarja. Po številnih sestankih z državnimi organi, na katerih je zahteve pozabljenih otrok podprla Slovenska ljudska stranka, ki je bila nosilka predloga zakona o popravi krivic, je bil konec oktobra 1996 končno sprejet zakon o popravi krivic. Imel je pa bistveno pomanjkljivost, ni navedel kategorije otrok umorjenih staršev. Zakon priznava status in pravice žrtvam komunističnega nasilja za obdobje od 15. maja 1945 do 2. julija 1990, torej nekdanjim političnim zapornikom in njihovim svojcem ter svojcem žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja. V skladu z zakonom je bila ustanovljena Komisija Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic. Upravičenci so lahko začeli vlagati zahteve za uveljavitev ustreznega statusa in odškodnine. Hvala. Hvala lepa za vaš prispevek.